Hvala, vi ste pa novi, jaz sem Apple Bloom. Jaz sem Grand Peer. Dobrodošli v Ponijevcih. Misliš, dobrodošli nazaj v Ponijevcih? Grand Peer je od tu, potem je pa odprl svojo slavno trgovino s hruškovim džemom v Podkovcu. Resno? Zakaj ste se vrnili? No, potreboval sem malo spremembe. To je res slastno. Ne morem verjeti, da sem živela do zdaj, ne da bi poskusila to. Lepo, da ti je všeč. Koliko? Ne. Wow, hvala, gospod Grand Peer. Zelo lepo vas je bilo spoznati. Tokrat bi želela hruškovega imate? Me veseli, da si tu, cukrček. Ravno prav za zajtrk za večerjo. Danes sem na tržnici dobila odličen namaz za palačinke. Hruškov džem? Kaj si pa mislila? Hitro, strimo ga. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potec, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije laže bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Samo hruškov džem je. Gre za to, da obstaja dolgoleten spor med Applovimi in Perovimi. Jep. Zakaj? Zakaj? No, v bistvu niti ne vem. Se tebi kaj sanja, Big Mac? Ne. Potem pa najbolje, da vprašamo Granny. Vprašajte kaj. Kaj gre najbolje k jabolčnim palačinkam? Karamelni sirup ali praline? Praline. Diši odlično, Applejack. Umit se grem pred večerjo. Takoj pridem. Poslušaj, cukrček, kadarkoli sva z Big Macom vprašala Granny glede spora ali Perovih, se je tako jezila, da ni mogla govoriti. Raje ne omenjajmo tega. No prav, ampak Grand Peer je bil zelo prijazen do mene, pa četudi sem Applova. Zanima me, kaj se je zgodilo. Mene tudi. Če pa ne moremo vprašati Granny, koga bi lahko? Vprašajmo Golde Delicious. Če bo kdo vedel za ta spor, je to družinska zgodovinarka. Jaz sem za. Kaj praviš, Big Mac? Izlet sorojencev takoj jutri zjutraj? Jep. No, temu jaz pravim prihod ali pa izhod. No, v glavnem, lepo vas je videti. S čim vam lahko ustrežem? No, Goldi, upali smo, da bi nam povedala kaj o sporu Applovih in Perovih. Ojoj, pa Granny Smith ve, da ste tu? Ne, gospa. Sem pa včeraj naletela na Grand Peera in bil je zelo prijazen. Mogoče je šlo pri sporu za nesporazum ali pa kaj in ga lahko zgladimo. No, nisem prepričana, malčica. Če pa želite, da vam povem zgodbo, jo imate pravico izvedeti. Pa poglejmo, nekje tu sem imela cel kup knjig. Zgodovina družine Apple, 137. knjiga. Tako je. Spor z Perovimi. Oči mi že rahlo pešajo. Pred davnimi časi kmetija, sočno jabolko ni bila edina v Ponijevcih. V bistvu je bila še ena čisto zraven. Pridite po jabolka, nekaj času gre so hrustljavo jabolko na čudovit jesenski dan. Razen seveda, če ugriznete v sočno hruško. Daj, no, hruške zrasejo le, kadar ne znaš pridelovati jabolk. Hruške so sladkarije narave. Jabolka so kisla, kot izraz na tvojem obrazu zdajle. In tako je šlo. Granny in Grand Peer sta se vedno zbadala, kdo je najboljši kmetovalec, kdo bolje skrbi za svoje drevje, če je Granny po noči brala drevesom.
In potem je drevesce iztegnilo veje vse do Lune in Luna je rekla: lahko noč. Potem je Grand Peer prinesel posebne odeje za svoje drevesa, da jih ni zeblo. Lahko noč, drevesa. Sem vas že pokril. Pravzaprav so vsi Applovi in Perovi tekmovali med sabo. Edina Apple in Per, ki sta se razumela, sta bila Bright Macintosh in Per Butter. Ne bi smel govoriti s tabo. Tudi jaz ne bi smela govoriti s tabo. Mami pravi, da če postaviš zlatico pod brado, ti bo zasijala brada. A na meni ne deluje. Vidiš? Pa deluje na meni? Ja, res deluje, Buttercup. Buttercup, to ime mi je všeč. Počakaj. Bright, Mac in Buttercup, to sta imeni naših staršev. Seveda je bil Buttercup le vzdevek, ki ga je vaš oče dal vaši mami, Per Butter. No, to je bilo njeno pravo ime. Hočeš reči, da je naša mama Perova? In mi smo pol Perovi? Ne morem verjeti. Kako da nismo vedeli? No, vaše mami ni nihče klical Per Butter. In njen cutie znak je bil kozarec, toda hruškovo maslo se ne razlikuje od jabolčnega, morda zato. Nama lahko poveš še kaj drugega o njiju? No, vem, da ste se imela neizmerno rada. Njuna ljubezen je bila čarobna, zvezdnata in mavrična ljubezen. Nisi mogel biti dolgo z njima, ne da bi se še sam počutil malo med oblaki. Še kaj drugega? Zato potrebujem 138. knjigo. Vse si je bom izborila v nekaj dneh. Je že v redu, Goldi. Lepo je bilo slišati že... Pravkar sem se nečesa spomnila. Vaš oče in njegov kolega Burnt Oak sta predla vse mogoče težave kot žrebčka. Burnt Oak? Prodajalec drv? Že celo večnost ga nisem videla. Z vašim očetom sta bila takrat kot rit in srajca. Pogovorite se z njim. Glej, če to niso Applovi, kako vam lahko pomagam? Saj vem, da niste prišli po drva. Imate več dreves od kogarkoli v Ponijevcih. Prav imaš, nismo prišli po drva. Vas zanima kaj o očetu? Ja. Se mi je kar zdelo. Vsaj upal sem. Lepo je govoriti o njem. Veliko sva se nasmejala. V bistvu sva nekoč dirkala, da bi videla, kdo najhitreje orje, in Bright Mac me je pustil v prahu. In celo zmagal bi, če ga ne bi nekaj zmotilo. Per Butter, kaj si naredila? Jaz ne vem, no. Ni bila ona, gospod. Kako, prosim? Silos za vodo. Jaz sem bil kriv. Dolguješ mi nov silos, fant. In ti? Pojdi z mano. Moja hčerka se že ne bo spogledovala z Applom. Grand Peer sploh ne bi vedel, da je bil kriv vaš oče, ampak nikoli ne bi pustil, da bi vaša mama prevzela krivdo za njegovo napako. Oče je bil torej iskren. Jabolko ne pade daleč od drevesa, kaj ne, Applejack? Vaš oče je cel dan delal v sadovnjaku in potem je med odmori odšel k Perovim, da je popravil silos za vodo. Več tednov ga nisem videl, pa ni imel nič proti. Tako je lahko bolje spoznal vašo mami. Si tudi ti poznal mamo? Buttercup je bila res krasna Perova. Če pa vas zanima še kaj več o njej, vprašajte gospod Cake. Gospod Cake? Z vašo mamo sta bili neločljivi kot žrebici. Potem pa pojdimo. Hvala, Burnt Oak. Imaš kaj proti, če bi se še kdaj oglasili? Da slišimo še kaj? To bi mi bilo zelo všeč. No, cimetni sladkor na kruhu, vsi trije Applovi otroci.
Hej, gospa Cake, slišali smo, da ste bili z našo mamo prijateljici in upali smo, da bi nam povedali več o njej. Prav z veseljem. Nisem vedela, kdaj bi vam to omenila, sem pa vesela, da ste prišli. Haha. Za začetek ste morda vedeli, da me je vaša mama prepričala, naj se ukvarjam s peko? Ali vam ni ime, gospa Cake? Ne od nekdaj. Takrat, ko sem bila šifon swirl, se mi ni niti sanjala, kaj naj počnem. Nekega dne pa mi je vaša mama prinesla sladke hruške, jajca, moko, sladkor in vaniljo in mi rekla, naj nekam ustvarim. Preden sem se zavedela, sem že pekla obrnjenih hruškov kolače in dobila sem cutie znak. Kot da je vedela, kaj bom počela veliko, preden sem vedela sama. Tako kot ti, cukrček. Ali pa v bistvu tako kot ona. To je bila prva od mojih številnih tort in Buttercup mi je vedno stala ob strani. Bila je moja preizkuševalka. Pomagala je okraševati in pripravljati sestavine. Skozi leta sem izpopolnila recepte. Vaša mama je toliko naredila zame, da sem jo nekega dne hotela presenetiti s torto. Samo ti si. Prosti, prinesla sem ti nekaj malega v zahvalo, ampak vidim, da imaš delo. Obljubiš, da ne boš nikomur povedala? Kaj hudiča pa počneš, Bright Mac? Mi se ne družimo s perovimi. Puj! Ti in Bright Mac? Ne bi verjela, če ne bi videla na lastne oči. Vajini družini se sovražita. Ne morem si pomagati, ker se je kar skotila. Potem mi je Per Pater povedala najlepšo ljubezensko zgodbo, kar sem jih kdaj slišala. Čestitam za 131.456-urno obletnico, ljubica. Kaj? To je veliko več, kot smo skupaj. Saj vem, je pa to obletnica trenutka, ko sem ti prvič rekel Buttercup. Je že v redu, če nimaš ničesar zame. V bistvu imam. Kitara? Zame? Pa saj ne znam igrati. Tiho ti. Daleč sva drug od drugega, a najlepši del si vsega sveta. Tako kot vem, da svet je star, vem, da sva popoln par. Res, da stopava po trnovih poteh, a vredno je, ko vidim tvoj nasmeh. Ne morem pa umakniti se, saj drži me tvoje srce. In tudi če svet trdi, da ni prav, v srcu mojem boš ostal. Wow, to je... Wow, Ti je všeč? Iskreno povej. to je najboljše darilo, kar sem jih kdaj dobil. Letni časi menjajo se, ob tebi bom, to jasno je. Naj bo sonce ali dež, ti ob meni boš. Res, da stopava po trnovih poteh, ti edini si, ki je z mano v vseh stvareh. In ne krivi me, če ti priznam, da neizmerno rada te imam. Hej, ni pošteno. To sem ti tudi jaz hotel reči. Samo jezen si, ker sem te prehitela. Povem ti, postaviti sem te hotel na noge, ti zakriti oči, te voditi tjale in reči presenečenje. In potem bi ti rekla, Bright Mac, všeč mi je. In jaz bi rekel, rad te imam. Škoda, ker se ni izšlo. Jep, škoda.
Perovi se selimo. Mislim, saj sem vedela, da so se Perovi preselili. Nisem pa vedela, da se je zgodilo vse to z Granny in Grandperom. To je bilo gotovo težko za naše starše. O, res je. Selimo se v podkovec, ampak to je tako daleč. Tako bo najboljše. Tam je na hektare nedotaknjene zemlje in skladišče za pripravo džema. Tako bomo razširili posel in se znebili teh nadležnih Applovih. Per Butter je bila skrušena, a ker ni videla druge poti, je naredila, kar je bilo treba. No, je to to? Kaj pa naj bi naredila, Bright Mac? Selimo se. Rada te imam, ampak ostati moram s družino. Nato je Bright Mac naredil nekaj najbolj romantičnega, kar je kdorkoli kdaj naredil. Povejte! Potrebovali bomo še enega ponija, da pove to zgodbo. Županja Mara, ste poznali naše starše? Ne tako dobro kot gospa Cake, sem pa igrala vlogo v njuni ljubezenski zgodbi. Večer, preden se je družina Per odselila, me je Bright Mac prosil, naj pridem na rob kmetije s sočno jabolko. Nočem biti ločen od tebe, nikoli. Ne vem, kaj bova počela, verjamem pa v naju. Zato bi se še danes poročil s tabo. Jaz bi se tudi. Zdaj sem pa jaz na vrsti. V čast mi je bilo, da sem vodila skrivno poroko vaših staršev in bilo je popolno. Bright Mac je vedel, da Buttercup noče velikega pompa. To me spominja še na nekoga, ki ga poznam. Ja. Zato ste na poseben način ovekovečila za obljubi. Zdaj vaju razglašam. Kaj se dogaja tu? Kaj z vsemi temi svečkami? Per Butter, kje pa si? Morala bi pakirati. Kaj pa vidva počneta? Mama, Grandper, z Buttercup sva zaljubljena. In poročena bova takoj, ko županja Mer reče: O, in zdaj vaju razglašam za moža in ženo. kako je to prijetno. Mua. O čem pa govorita? Poročena? Vidva ne smeta biti poročena. Končno se v nečem strinjava. Per Butter, dovolj teh neumnosti. Selimo se in ti se moraš držati svoje družine. Ampak tudi Applovi so zdaj moja družina. Saj ne misliš resno? Si se odločila, da boš Applova in ne več Perova? Me siliš, da izbiram? Ja, te, ja. Potem pa ja, najbrž sem res. Prav. Ne morem verjeti, da je Grandper kar tako zapustil mamo. Nič čudnega, da nam Granny ni nikoli povedala za to. Te stvari niso nikoli lahke. In težko je videti, kdaj je primeren čas. No, meni se zdi, da je zdaj kar primeren trenutek. Pogovorimo se z obema starima staršema. Oprostite, Grandper? Jaz sem Applejack in to je Big Macintosh. Tudi vi že veste, kdo smo, kaj ne? Res je. Ste se res preselili v Ponijevce samo za malo spremembe? Ne. Torej ste prišli, ker vam je žal in bi nas tudi vi radi spoznali? Tako mi je žal. Zelo sem bil jezen, vendar nisem... To je preteklost, dedek Per. O, vas lahko kličem dedek Grandper? Seveda. No, kam pa ste vsi izginili? Niti sledu za vami že ves dan. Bili smo povsod. Poslušali smo o svojih starših. A res? In o našem dedku. No, si se vrnil, Ja, res. Ne bi smel oditi. Zdaj, ko smo te našli in izvedeli vse o starših, se počutim, kot da bi našla del sebe. Zdaj, ko sem slišala njuno zgodbo, sem bolj povezana z njima. Žal mi je, morala bi vam povedati prej o njima. In jaz bi moral biti tu. Ne morem verjeti, da sem se zaradi neumnega spora oddaljil od lastne družine. Zdaj pa nismo več tako daleč. Ničesar več ne smemo zamuditi. Applejack ima prav.
Dobrodošel nazaj, ti trnavi starec. Hvala ti, stara tečka. Zdaj, ko smo vsi skupaj, bi vam radi nekaj pokazali. Mami in oči sta nam zapustila spomin na njo. Pridita. No, to je čudovito. To je nemogoče. No, če bo komu zares uspelo, bo Applovim in Perovim. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.